Wow, zmenki na slepo. Čakaj. Dobro situiran, šarmantni gospod, ljubitelj dragih avtomobilov, nekadilec, športne postave, išče prijetno svetlolasko za druženja. To bom pa kar poklicala. Tole zna biti pa zanimiv. Ja, kaj pa je to zdaj? Halo? Halo, dober dan, tukaj pa prijetna svetlolaska. Sem zelo vesela, da se slišva. Halo? Gospa, mislim, da je to pomota. Ampak imate tudi kar šarmanten glas, ne sam Stas. A sem lahko malo radovedna, a imate radiatorčke? 6. Pardon, mobitel nagaja, kaj lihta nov. 6 radiatorjev, po 3 v vsakem nadstropju. 6, ja, tako je prav. Čak, povejte mi, kam bi pa vi mene zapeljali svojo limuzino? Zihar imate gretje, sedežev, pa kaj mene tako rado malo zebe? Imam tudi airbag. Res? Joj, gospod, jaz sem prepričana, da sva si midva tako usojena. Vas bom še poklicala, a prav? Gospa, jaz mislim, da je to halo? Čakaj. Moram še hitro Moniko poklicati. Halo, Monika, a veš, da sem v razmerju z moškim svojega življenja? Dragi gledalke in gledalci, a boš ti malo čipsa? Hvala. Ali bi poiskali svojega bodočega moža ali pa ženo prek svetovnega spleta? To je današnje vprašanje, ki se ga bomo lotevali v naši žajfnici. In sodelujte tudi vi v jutranji žajfnici, nama pomagajte razrešiti dilemo. Bi poiskali partnere preko spleta? Čez nekaj trenutkov. Dragi gledalci in gledalke, kot ste slišali, današnja dilema oziroma kaj se danes sprašujemo, ali bi poiskali partnerja preko spleta. S kom se bolj poistovetite, z mano ali z Davidom, to bomo videli tekom debate, kaj kdo zagovarja. Jaz pravim, da ne, da je še vedno bolj pristen stik v živo, David pa je bolj naklonjen novodobnim aplikacijam in pravi, da ja, poiskati partnerja preko spleta je lahko čisto dobra zadeva. Tako da vas vabiva k sodelovanju in glasovanju, pošljete SMS na številko 041 300 007 z besedo da ali ne, odvisno kako vi čutite. Hvala za besedo, Špela. Za vse tiste, ki ste že iz časov podoknic, potem ste verjetno že vajeni na to, da se lahko partnerja najde tudi prek spleta, tudi po recimo oglasih, to je sicer malo starejša zadeva, ampak vseeno bom najprej predstavil našo prvo gostjo od 2 strokovnjakih, ki jih imamo v studiu. Milena Pleško, strokovnjakinja za partnerstvo, lepo pozdravljeni. Dober dan, pozdravljeni. Dobro jutro. In pa Lea Prešeren-McCann, psihoterapeutka, pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Je tako črno na belem, da recimo se ljudje zanašajo samo na online dating ali pa samo na enega, tako kot se midva Špelo na nek način postaviva na svojo stran? Na splošno vsakemu nekaj odgovarja, je nečemu bolj naklonjen. Definitivno verjetno mlajši generaciji, ki je izrasla gor s to moderno tehnologijo, je bliže poiskati karkoli preko spleta, pa tudi partnerja. Morda starejšim je to malo težje, ampak še zmeraj morajo iti v skorak s časom, tako da verjetno je fajn tudi kakšen računalnik odpreti. Lea, se je težje oziroma celo lažje skriti za nek profil na spletu, ki ga upravljamo, kot pa recimo se srečati v živo? Vsekakor bi rekla, da je tako, ker mogoče, če nekdo ni iskren, je mogoče to lažje zakriti na spletu. Zato je tudi zelo priporočljivo, da če že ustvarimo nek odnos na spletu, da ga potem čim prej prenesemo tudi v realnost, kjer lahko človeka potem dejansko začutimo in ga doživimo. Ja, preden nadaljujemo z debato, bi jaz povabila še vas, dragi gledalci, k sodelovanju, ne samo da pošiljate SMS, ampak da nas pokličete in poveste svoje mnenje oziroma mogoče svojo izkušnjo. 01475 20 20 ali 01475 20 21 sta naši 2 telefonski številki.
In nas res zanima, kaj vi menite. Bi poiskali, ste mogoče poiskali, ste imeli dobro izkušnjo ali ne, skratka, kako je to pri vas doma? Ja, mi dva Špelo so še vedno na svojih bregovih. Špela, daj mi en argument. Ti ponovadi začenjaš s kakšnimi Pikrimi. vsemi dobrimi pikrimi argumenti. Zakaj ti recimo ne bi dobro prijatelju, prijateljici svetovala, da si najde partnerja na spletu? Jaz sem glede tega mal stara šola. Se mi zdi, da moram človeka spoznati osebno, da ga vidiš, ne, in sem mogoče do tega mal zadržana. Sem pa slišala kar nekaj prijateljic, ki imajo dobre izkušnje s tem spletnim zmenkovanjem. Jaz osebno pa raj človeka spoznam, vidim, kakšen je, da potem nimam napačne predstave, ne, tako kot te radiatorčki, ne. Kaj pomeni dobra izkušnja? Ja, da so recimo šle z zadržkom v spletno zmenkovanje, pa so potem na koncu dobile partnerja fanta in zvezo, ki je dejansko trajala. Ki je celo Ampak poletje jaz sem trajala. tukaj malo zadržana, jaz recimo se res verjetno ne bi mogla v to spustiti, ker verjamem v ta pristni stik v živo, da človeka vidiš, začutiš, ne vem. Je pa, dopuščam odprte možnosti, tako kot ti, ki si cel dan na računalniku in na telefonu, ne, da pač pa zadevo gledaš drugače, ne? Nič 1-475-20-20, nič 1-475-20-21 sta naši telefonski številki. Zanima nas vaše mnenje ali pa morda še bolje, kar zdaj izzoveva, če je kdo, ki se je spoznal prek spleta oziroma je spoznal partnerja, partnerico prek spleta, preko glasa, prek telefonskega celo Marsikdo se ne želi izpostaviti tako v živo, pa nam lahko po telefonu mogoče poveste, če imate takšno izkušnjo, dobro, slabo, kakorkoli. Pa bi rekli mogoče, Milena, da je, pa to je nekako v bistvu vprašanje za obe, a je porast teh spletnih zmenkovanj oziroma iskanja partnera preko spleta v zadnjih časih? Se mi zdi, da se vseeno ljudje bolj umikamo vase, doma, sedimo z računalniki, že ko se pri otrocih pogovarjamo, ne, manj je te igre na igrišču, več je raznih igric in to velja potem verjetno tudi za odrasle, ne, in da je manj te socializacije, pristnega stika v živo. Definitivno je tega veliko manj, se je vse umaknilo za ekrane. Problem že opažam jaz, no, pri svojem delu z mlajšimi generacijami, zato ker enostavno manjkajo jim te socialne veščine. Tega, kar smo prej govorili, srečanja v živo, se v bistvu izogibajo, jih je mogoče celo malo strah in je veliko več klepetanja za ekrani. Dejstvo pa je, da super je klepetanje za ekrani, marsikaj lahko skrijemo, ampak ko pride do srečanja v živo, govorica telesa, energija, šele takrat lahko zaznamo in vidimo, smo z nekom mogoče kompatibilni, da nam odgovarja in smo velikokrat, če je tega tekstanja prej preveč, potem razočarani, čeprav morda na začetku pa ne bi bili, če bi se prej srečali. Po SMS-ih je France Prešeren, v živo je pa povsem razočaral. Dajmo poslušati prvi telefonski klic. Dobro jutro, dober dan, kdo je z nami? Dobro jutro, pozdravljeni. Dobro jutro. Lahko kar prek telefona, da ne bo zamika. Veste kaj, jaz bi samo povdala, jaz imam danes pa mož malo obletnico poroke, srečala sva se na tak način, v bistvu sva dolg časa skrivala, ampak zdaj mi je v bistvu ponos, veselje, spoznala sva se prek telefona, tisti prvi glas je bil že za moža odločilen, zame še ne, in potem pri prvem stiku, ko so se spoznala, so pa vedela, da je to za zmeraj, ne. Tako da niso samo slabe stvari v tem, jaz mislim, da je treba si zaupati, pa nekomu povedati, no, da se pač nekom sestaneš v tist moment. Da se nekako te, ker je veliko v spletu tudi slabih stvari, ampak so pa tudi dobre. Pravi, ljubezen na prvi impuls. Hvala za vašo izkušnjo. In čestitke za obletnico. Radi slišimo tudi take lepe zgodbe. Ja. Bi lahko rekli, Leja, mogoče, da je tega spletnega zmenkovanja več, ker smo postali mogoče tudi bolj plašni oziroma da je to tudi posledica strahu pred zavrnitvijo? Lahko to povezujemo? Vsekakor to lahko povežemo. Seveda tukaj je en odločilni dejavnik za uporabo teh aplikacij tudi to, da smo vsi ujeti v te dolge delavnike, v hitenje in potem, ko pridemo utrujeni po dolgem dnevu domov, koliko ostane resnično še časa potem, da gremo še na zmenke, v socializacijo. In spletne aplikacije nam omogočajo ravno to, da lahko iz varnega okolja doma nekje izbiramo svojega bodočega partnerja.
So pa te aplikacije seveda zelo dobro dobrodošle tudi pri teh, ki imajo mogoče strah pred vzpostavljanjem odnosov in pa seveda pred zavrnitvijo. Ravno zaradi tega, ker imajo nek občutek, da imajo kontrolo nad dogajanjem in lahko osebo mogoče spoznajo malo bolj preden pride do dejanskega stika v realnosti. Ja, kar nekaj teh aplikacij, ne? Tinder, Grindr in zdaj sem prebrala, da je tudi Facebook dating po novem, sicer še ni v Sloveniji dostopno, je v Ameriki Se kar nekaterih spoznaš drugih. na te aplikacije? Ne, sem se pozanimala, se temu reče. Raziskava v službene namene. Ja, ampak bo menda prisotno tudi na slovenskem trgu, zaenkrat ni in potem si iščeš partnere prek Facebooka, ampak te objave niso vidne kar vsem prijateljem, ampak samo tistim, ki tudi iščejo osebo za razmerje. Zanimivo, ko si omenila ravno Facebook. Facebook je včasih, oziroma v samem svojem začetku je bila to stran na univerzi, ko so jo zasnovali, kjer si izbiral hot or not, se pravi, če ti je punca všeč ali ne, in sta bile dve fotografiji in ti si izbral tisto, ki te je bila všeč, preden je to postala svetovno znana platforma. In zdaj ravno v teh trenutkih Facebook razmišlja o tem, da bi ravno zaradi tega, ker smo postali tako odvisni od všečkov, od srčkov in komentarjev, da bi to umaknil. Je lahko ena aplikacija, kjer pa mi ne dobimo, pa naši prijatelji dobivajo sporočila, razlog za še večje težave, ki jo imamo v samopodobi? Seveda je lahko. Seveda teh aplikacij se poslužujejo tako tisti, ki imajo dobro samopodobo, kot tisti, ki imajo nizko. In zavrnitev na spletu je ravno tako boleča kot v realnem življenju. In če nekdo pristopa k tej aplikaciji, ki ima že v samem štartu nižjo samopodobo, lahko zaradi zavračanj ali pa zaradi neresnično navedenih podatkov in namenov in ciljev drugega uporabnika, se lahko to konča z občutki razočaranja, razvrednotenja, zlorabe, zaupanja in tako naprej. Tako da neka oseba, ki je že recimo v samem začetku osamljena, ki si želi s to aplikacijo pomagati, lahko konča potem dejansko z nižjo samopodobo, kot je bila na začetku. Vi imate veliko izkušenj, Milena, preko tega spletnega povezovanja, sklepanja partnerstv. Kako bi lahko potegnili kakšno črto in nekako podali kakšno ugotovitev? So ljudje zelo prestrašeni v začetku ali so odprti do tega novodobnega povezovanja, pa so potem prijetno presenečeni? Česa jih je najbolj strah, recimo, pri teh začetnih stikih? Na začetku jih je seveda najbolj strah izpostaviti se. Jaz večinoma delam s takimi, ki se želijo majčkeno bolj osebnega mogoče povezovanja, pa se želijo malo več varnosti. Največji strah je strah pred zavrnitvijo, definitivno. Potem se pa ljudje bojijo za svojo varnost, da bojo morda kje na kakšnem drugem portalu izpostavljeni, da bojo njihove slike nekje drugje izpostavljeni. Seveda, da jih bojo videli sosedi, da jih bojo prijatelji morda zaradi tega se jim posmehovali. In največji definitivno strah je strah pred zavrnitvijo. In to ga mogoče splet umakne, ker če se dva dogovorita, da se bosta srečala, je ta prvi kontakt že narejen. In druga stvar je pa vseeno res pomembna pri teh mlajših, kar jo jaz zaznavam, to, kar sem že prej omenila, ta socializacija. Enostavno se ne upajo srečati, ker ne vejo, kaj naj se tam pogovarjajo. Lažje si tekstajo, lažje se ne vejo, kere teme, na kakšen način, kako naj se vedejo. Moderni način komuniciranja v bistvu. Precej je tudi odzivov gledalcev, ne? Pa dajmo slišati kakšno zgodbo. Dajva kar na telefonske klice. Dobro jutro, dober dan. Kdo je v naši družbi? Dobro jutro, pozdravljeni. Ja, dobro jutro. Ja, Tilen pri telefonu. Povejte, Tilen. Ja, jaz sem pa tudi tako izkušnjo, v bistvu ženo sem spoznal tudi preko interneta, prav 2003 leta. V bistvu takrat je bil še bolj počasen internet. Ja, takrat je bil bolj počasen, ja. Preko Mirca sem jo spoznal, v bistvu sem spoznal njeno prijateljico, potem sem pa v bistvu stik potem preko prijateljice navezan. Zanimivo, no. Se pravi zgodba o uspehu. Ja. Ja, še eno vprašanje, koliko časa dopisovanja je bilo potrebnega, da ste se potem spoznala v živo oziroma dobila? Ja, v bistvu preko Mirca smo se tiste kontakte malo izmenjali, potem pa v bistvu bil prek telefona potem. Kaj pa v živo?
V živo pa potem čez kakšen mesec, ne vem, da smo se potem v bistvu, ona je bila z Novega mesta, sem potem z Novo mesto se zapeljal, ne. Ja nisem prej nič v bistvu videl, ne. Nič ni bilo kakšnih MMS-jev ali pa... A ja, nista si niti fotografij poslala? Ne, tako se je bilo čisto. Wow. Se to da lahko še večji Kakšna čar, ne? dobra Da ti je nekdo zgodba, všeč po čisto drugih stvarih, ne po Čakal te bom v restavraciji, imam Ja. rdeč dežnik. Ja, hvala Tilen, no, da smo slišali še eno dobro zgodbo. Zanimiva Ni zgodba. zakaj. Hvala lepa. Ena čisto kratka pauza in nadaljujemo tudi z Rezultati. vašimi zgodbami. Kaj menite, bi poiskali partnerja preko spleta? Ja, Blizu smo. blizu, dokaj zračeno. No, zaenkrat še vedno večina sicer, da ne, da ima raje stik v živo, ampak se približuješ, David. Ja, počasi in ustrajno. Dovolj je še do konca, bomo videli. Danes vas torej sprašujemo, bi poiskali partnerja preko spleta, vabimo vas v sodelovanju, da delite svoje morebitne izkušnje, zgodbe, nas pokličete na 475 20 20 ali 475 20 21 ali pošljete SMS na številko 041 300 007, da ali ne. Je pa seveda potrebno nujno omeniti, mogoče, da so pa pri tem spletnem zmenkovanju oziroma pri tem, da si preko spleta vedno več iščemo partnerje, tudi določene pasti, na katere moramo verjetno biti pozorni. Ja, seveda, absolutno je to super kanal za spoznavanje ljudi, po drugi strani je pa seveda tudi super kanal za prikrivanje nekih informacij, posebej na začetku. Naj bo to starost, naj bo to teža, sicer to kasneje pa v živo ne gre, ali pa status samski, vezani do spola. Konc koncev. In seveda je treba štartati v to previdno, si pripraviti en tak profil, ki jasno govori, kaj želimo in česa ne. Ne izdati takoj preveč. Ne izdati preveč, ne biti na prvo žogo vsem zelo všečen, ne glede na vse, se imamo še potem čas kaj pokazati. In dati priložnost srečanjem. To se meni zdi res pomembno. Če vidimo, da nekdo zelo dolgo časa želi samo tekstati, pač ali ima prevelik strah, ali pa enostavno zadaj nekaj skriva. In jaz mislim, da če to tekstanje traja predolgo, da potem morda kaj drugega. To je v bistvu super iztočnica. Če dva funkcionirata neverjetno dobro po, ne vem, Messengerju oziroma po tekstih, potem pa v živo to nikakor ne funkcionira. Kaj je rešitev, Kje si se takrila? Je rešitev, da na kavču potem vsak na svoji strani ali pa celo objeta tekstata? Mislim, je to le nov način komunikacije, ki pač ni zdaj za stran vrš to, ki midva ne funkcionirala. Ali pač? Ja, uporabniki zelo pogosto poročajo ravno o tem, da imajo na spletu zelo veliko skupnega, ko se ujemajo, potem, ko pride do dejanskega srečanja v realnem življenju, pa tega ni. In ravno v tem je tudi mogoče ključ, da ko se ustvari nek zmenek na spletu, da se ga čim prej prenese v realnost. In raziskave so pokazale, da če je nek spletni odnos v prvih 3 tednih prenesemo v realnost, ima toliko večjo vrednost, da se odnos razvija v nekaj več. Če čakamo več kot 6 tednov, potem je že verjetno za to veliko manjša. Se pravi, prve 3 tedne, dober nasvet. Mi gremo pa k naslednjemu gledalcu oziroma gledalki, morda tudi z zanimivo zgodbo. Dobro jutro, dober dan. Dober dan, Darja pri telefonu. Darja, povejte. Rada bi povedala tako, jaz sem se spoznala še na star način pred 31 leti. Nimam nič proti temu, da se spoznajo ljudje kakorkoli, samo rada bi pa povedala to, da je zelo enkrat ali dvakrat se ti lahko zgodi, da boš ti našel pravega človeka in je čisto vse, kako se spoznata, glaven, da se spoznata in živita skupaj, ne? Se pravi, recimo, če bi zdaj bili na tem, da bi si poiskali novega partnerja, nimate zadržkov do iskanja preko spleta? Ne bi imela zadržkov. Probaš in mogoče je pa tista prav, ko bi se ti javil in ko bi ga spoznal, ne? Dobro. Potem pa hitro kliknite oziroma pritisnite SMS z besedico. Čakaj, da? Da? Da. Na 041 300 007. Lep dan naprej. Enako tudi vam. Naslednji telefonski klic. Kdo je v naši družbi?
Aha, nekdo si očitno vmes premislil. Čakamo še na nič 1,47. Mene pa vseeno malo skrbi tudi ta podatek, no, Leja, prej smo slišali, ne, da kako si vedno več ljudi dejansko poišče ljudi preko spleta, tudi zato, ker ne vejo, kako bi to v živo navezali stik, kaj bi se pogovarjali. Na dolgi rok to ni tako zelo spodbudno slišati, ne, da nekako nam spodrsljuje tukaj na socializaciji. Vsekakor ja, to je res. In če pogledamo, z tega vidika včasih se je nek odnos začel s pogledom, z nasmehom, s tiskom roke. Danes je to popolnoma drugače, ker se ljudje spoznavajo preko spleta, s tem, da si pošiljajo sporočila, fotografije. In ko grejo na zmenek, se dejansko že poznajo, vejo, koga bodo srečali. Morda včasih, ko smo hodili na te zmenke, pač te tradicionalne zmenke, nismo niti vedeli, koga bomo srečali, nismo vedeli njegove preteklosti, njegovih hobijev, aktivnosti, kar je bil mogoče nek dodaten čar k vsemu temu. Hkrati pa potem, ko osebo srečaš resnično v življenju, lahko zelo hitro presodiš, a je tukaj neko ujemanje, a imata nekaj skupnega ali ne. Medtem ko na spletu, kot sem že prej rekla, na spletu imamo lahko zelo veliko skupnega, potem v resničnem življenju pa te kemije ni. Ampak jaz mislim, da je to tako, kot je v realnosti. Ne? Tako, kot je bilo včasih. Včasih so šli ljudje k maš, so šli v gledališče, so šli na igrišče, na veselico. Ne? In tudi je bilo nekaj fasade, kakšen pelcmontelj, ki je bil sposojen samo za tisto priložnost ali pač. Ne? In se je samo medij na nek način prenesel v novodobne, ne, socialni mediji. In socialni mediji so tudi recimo prijatelj od prijatelja. Se to je v bistvu neka družba, ki jo mi spletamo, ali v resničnem življenju, ali pa pač na spletu. In to je tudi način spoznavanja. Absolutno. Zagovarjam old school spoznavanje. Na koncu koncev, ne glede na to, kako nam online aplikacije služijo, živimo skupaj v realnosti. Živimo skupaj na istem kavču, se moramo pogovarjati, ko pridemo v neka skupna partnerstva, deliti neke skupne zgodbe, skupne izkušnje, izzive. In jaz resnično spodbujam srečanja in bi se navezala na tega gledalca, ki je rekel, da je spoznal preko prijateljice. Jaz pa tudi eno lepo zgodbo sem želela dva povezati, sta se mi zdela, obema je umrl partner za rakom. Čeprav nista bila kompatibilna, da bi jaz videla, da se bosta, ne vem, po osebnostih ujela, sem želela, da bi se mogoče v tej bolečini skupaj našla, nista pa to vedela drug za drugega. In sem jih prisilila skoraj, da sta se srečala. Seveda sta prvih par dni si izmenjevala te težke izkušnje, sta se potem zelo povezala in postala res dobra prijatelja. Potem sta pa drug drugemu predstavila svoje najboljše prijatelje in prijateljico in so imeli potem čez 2 leti navzkrižno poroko. Tako da nikoli ne veš, kje te priložnost čaka. Tudi to malo opozorilo tem online, po slikcah, pa vse tisto, kar tam bleščeče piše, dajmo si priložnost, vse drugačka, da se srečamo, res ne moremo. Ne glede na to, koliko je absolutno fino in se mi zdi fajn ta, ki je Leja podala ta termin, mogoče 3 tedne, pa da vemo zdaj pa, če že 6 tednov traja, dajmo se pa mogoče obrniti drugam. Brez slabe vesti, a ne nekaj potem ni okej. Dajmo si priložnost, ja, sliši se tako spodbudno. Kaj pa vi, gledalci, kakšna je vaša zgodba? Dobro jutro. Dobro jutro. V glavnem tudi jaz imam pozitivno izkušnjo. Sicer mi dva smo se z možem spoznala pred 13 leti, tudi preko portala. Je pa res, da smo se potem srečala že po 1 tednu. Tako da smo pa zdaj poročena, imamo 2 otroka, tako da predo izkušnjeno. Odlično. Koliko časa pa, če ni skrivnost, je trajalo preko portala to vajno dopisovanje, preden sta se prvič dobila? Nekje 1 teden. 1 teden, odlično. Ni se opogumila. Ampak moram pa poudariti, da pred 13 leti še ni bilo toliko programov, kjer si lahko svojo fotografijo olepšal. To so bili ti portali, ko je bilo tako, ko se je dala slika, gor pa so se pisali, tudi prijatelji si pisal, ko si jih poznal in si jih dodal, niso se pa dodali tak bivši Facebook varianta, ko so bile. Tako da ni bilo tako, kot je zdaj te aplikacije, ampak je pa bilo prek spleta, Super. A pa sta si preden sta se spoznala, poslala fotko ali sta čisto na ble se srečala? Sma si poslala, ja. Sta vedela, kaj pričakujeta. Dobro, hvala za vašo zgodbo. Še nekomu bomo rekli dobro jutro, dober dan. Dobar dan. Lepo zdrav. Pozdravljeni. Da zadovoljimo Davida.
Halo? Kar Ja. pogovarjate se, gospa, preko slušalke. Preko televizije bo malo zamika. Mi nismo SMS-a, mi smo po telefonu. Smo se klicali po telefonu, smo dve vere, pravoslavna pa katolička. Ja. Pa to smo rekli, da to ne bo šlo, ker je to bilo pred 21 leti. Pa hvala Bogu, da smo še zmeraj skupaj. Aha. Pa smo 3 dni bilo narazen, pa smo se dobili v Ljubljani pod uro, na železniški postaji pa je bilo. Odlično, lahko bi rekli, pogum velja. A je tako? Naj bo zadovoljen, David. Hvala, vedno, vedno. Še posebej s tako zgodbo, ki je Hvala. tako pozitivna, ne? Ja. Da v bistvu je treba to, kar nam zdaj mogoče manjka nasploh, ne, ustrajati nekje. Recimo tako sta se klicala po telefonu, pa to je bilo včasih, ko ni bilo mobitelov, ko si takoj poklical nazaj, pa te je čakalo sporočilo, če je nekdo zgrešil klic oziroma te ni dobil. Ne. Je bilo treba malo več ustrajnosti, kot jo imamo danes, tudi pri partnerskih odnosih. Vsekakor, tukaj bi uporabljala mogoče eno prispodobo. Če smo včasih recimo za nek odnos morali prehoditi neko določeno pot, nam danes splet omogoča, da proti novim odnosom drvimo po avtocesti. In ko si ravno omenil to, a ne ustrajnost, mogoče je zanka pri spletnih odnosih ravno to, ker je partnerja, a ne tako lahko nadomesti s parimi kliki. A ne, tukaj ni potrebno niti biti ustrajen, ker je tako lahko partnerje zamenjati. Wow, dober pomislek v bistvu. Ja. Preden greva na rezultate. Morda celo zamenjam svoje mnenje, ampak ja, rezultati stavkajo, ker Špela spet verjetno je podkupila Zagotovo, ja. kakšno indijsko David tovarno pobira v režiji, pa ne gre. za glasove, tako da bomo jih po oglasih Prikazali takoj. Dobro jutro, življenje, lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, ta moment tukaj šteje. Dobro jutro, veselje, lahko noč slane misli. Generacija boji nosi nastane ritev. Ja, takole dobre volje začinjamo Ogrevamo tale kolke, naša jutra, ogrevamo. David. Ja, dobre volje in tudi dobre volje zato, ker nas je poklical en gospod, ki nam bo zaupal zgodbo, kako je 60 let nazaj spoznal svojo ženo. A je to res ali ne? Takrat še ni bilo interneta? Verjetno. Zagotovo. Kar povejte. Ja, sva že na poslušamo, vezi, povejte. poslušamo. Ja, slišate, no, prav. Pred točno 60 let je minilo prejšnji mesec, da sem jaz spoznal slučajno svojo ženo. Takrat sem bil še prvojaki tle v Mosta in je prišla na obisk od svoje sestre in smo se za hec majhen takole v ordinaciji pogovarjali s stažisti in jaz sem bil vodja gradbenega oddelka in kateri bo kurajž vzel, da bomo šli tele punce osvajati dol na travnik. No, pol pa hajde, nekako smo stavu dali, no, pol pa po tej stavi sem ja vzel kurajž, tako da sem napisal pismo prvo, če lahko pridem na obisk tam kot sestrenje, ne takrat. Tako je bilo, da sem res zvečer, ko je prišla iz službe, doma širo za njo, potrkal na vrata, prišel noter, predstavil se in tako da je začela prva ljubezen. Tako. In ko sem ja 12 dni še prvojaki bil, sem šel domov in smo se dopisovali, sem prišel 2-krat na obisk, pol pa ja, ljubezen je bila tako močna, da smo aprila naslednje leto, bilo 27. aprila še delovni dan, to je bilo 60. leta, sreda, 11:30, deževni dan, kot danes, tako, in smo šli na poroko. In evo, 60 let bo minilo, Ja, aprila čestitke. 7. In
Dvakrat smo bajto zidali. Ja, danes imamo same pozitivne zgodbe, ne? Tako da... Ustvarili družino, eno kćer imam, eno ženo še evo 60 let, vnukinjo tudi je pravno končala v službi in tako da moram reči, da sem sretno poročen in No, hvala, da ste delili z nami. Ponosen na svojo družino. Lepo. Hvala za to lepo Tako je prav. in res pozitivno zgodbo. Ne? 60. Ja, same lepe zgodbe imamo danes, ne? Ampak Predstavljaš, da je treba žal- poslati pismo Ja. in čakati, da prejemnik pismo dobi in Pa potem da odpiše in spet odpiše. pošle nazaj, ne? Wow. Ampak se mi zdi, da danes tudi veliko preveč dajemo poudarka na to vizualno podobo, ne? Zato veliko ljudi, tako tudi prej smo sicer govorili, Milena, ne, da so pozorni, kaj dajo gor, kakšne slike, ne? Zelo jim je pomembno, kako kdo izgleda, kako bo kdo izpadel, ne? Ampak tukaj se potem res lahko izgubi bistvo, ne? Da gledamo samo na, kako nekdo izgleda. To je zelo površinsko, ne? Seveda, ja, prvi stik temelji na vizualizaciji. In ravno zaradi tega, ker je na spletu tako zelo velika možnost izbire, lahko potem to vodi v objektivizacijo, kjer človek izgubi svojo osebnost, svojo integriteto in človeško telo lahko postane za uporabnika zgolj objekt. In tudi profili, ki jih uporabniki nekje morajo vzpostaviti, ko se tem aplikacijam pridružijo, nikoli ne morejo prikazati celotnega bistva človeka. In so na nek način uporabniki tukaj zelo omejeni. Če se recimo navežem na zgodbo tegale gospoda, ne, on je pisal in je čakal. On ni vmes pisal še 3, Ja. tako kot zdaj. Danes pa smo, ne? Danes Tle smo si neočakani. puščamo 5 odprtih vrat. Sicer imamo mogoče enega bolj izbranega, nam je bolj všeč, ampak ni te vztrajnosti, ki jo je Lea prej omenila. Na On je pač aplikaciji čakal. vidiš, da je odprl sporočilo, celo vidiš, da ga je videl Ja. in ni Prebral. odpisal že Ja. 15 minut. Tako da to In zagotovo potem ni sledi zveza zame. razočaranje. Ne? Tako kot ženske se tukaj zelo hitro navdušimo, na začetku je Špela zelo dobro to zaigrala. Ne? Ja. David Imam ni že bil- fanta, Imam že fanta, ja. idealen poroka bo drug let. Ne? Moški morda malo kasneje, ampak definitivno so včasih star način je sledil. Nekdo je bil zanimiv in si se okoli njega trudil in ustrajal pri eni zgodbi, dokler se seveda ta na nek način morda ni končala ali pa traja 60 let. Te spletne aplikacije nam pa absolutno vse to, kar je povedala Lea, jemlje integriteto in Širi bazen in manjša veščine in enostavno se zelo težko odločimo za enega, kaj pa če je tam na jutrišnjem kliku pa nekdo boljši. In potem enostavno tudi sami padamo v lastno past, smo nesrečni, ko smo sami, si želimo imeti resnega partnerstva, po drugi strani se pa ne moremo odločiti, ker je ponudba mamljiva in prevelika. Jogurt v hipermarketu. Preveč jih je, res. Ja, veliko je tudi vaših komentarjev na Ja, našem Facebooku. grem jaz kar pogledat. Tudi tam lahko glasujete. Bi si poiskali partnerja preko spleta, da ali ne. In zaenkrat vas na Facebooku glasovalo, da ne. Boš pa, David, ti pogledal kakšne komentarje? Ja, res je, jaz sem tule že pripravil na naši plazmi. Dragana je napisala, jaz sem tudi svojega fanta na spletu spoznala, sva hitro dala številko in si pisala na hangoutsih in čez nekaj časa spoznala in zdaj sva skupaj 5 let. Janja, nažalost je veliko za tisto, kar ne smem reči na televiziji, da ne rečem kakšnih ljudi gor, vendar meni je bilo usojeno in sem spoznala čudovito osebo, danes sva par že dobre 3 leta. Tudi Vida je svojega partnerja spoznala prek spleta danes že 7 let. Špela, kar veliko je takšnih, ki imajo pozitivno izkušnjo. Veliko jih je napisalo tudi ne, nikoli, ne? Ja, ampak to ne pomeni, da je ni nujno slaba izkušnja, morda samo niso dali priložnosti temu, da bi se spoznali na internetu. Ja. No, povejte, kdo nima interneta danes, pa kdaj je bilo bolje, kot je sedaj, je napisal Andrej, kar mislim, da je dobra istočnica za najti partnerja oziroma za izbor. To, kar smo že zdaj nekaj časa govorili, je danes res kar velik bazen, bi človek rekel. Če si včasih moral vedno znova iti kot na razgovor za službo, oziroma od prvega pogleda do prve besede, pa do prvega zmenka, je zdaj tukaj klik samo... A bi lahko rekli, Lea, da nas tovrstne aplikacije in da gre zdaj vse preko
računalnikov, preko telefonov, da zdaj se pogovarjamo tudi o spoznavanju preko aplikacij in računalnika, da nas to vodi v pogubo na nek način, da bomo izgubili te pristne stike, to zmožnost sporazumevanja na prvo žogo, ko nekoga spoznaš, ko nimaš nobenih informacij iz spleta o njemu. Vsekakor ja, to lahko vodi v neko izgubo pristnega človeškega stika. Hkrati pa, če nam te aplikacije služijo kot orodje za to, da nekoga spoznamo in to čim prej prenesemo v realnost, so pa lahko dobrodošli. So lahko tudi, to lahko zelo dobrodošlo orodje. Bi pa mogoče se navezala na to, kar si ti prej rekel, David, na ta ogromen bazen potencialnih partnerjev. Delali so raziskavo z otroci, ko so skupina otrok je morala izbrati eno čokolado izmed 6 čokolad in druga skupina otrok je morala izbrati eno čokolado izmed 30 čokolad. In rezultati raziskave so pokazali, da so bili tisti otroci, ki so izbirali izmed 30 čokolad, veliko manj zadovoljni svojo izbiro. Kar je zelo podobno tukaj, kar se dogaja na spletu, kjer je ta bazen. In ko človek parkira, če imaš en free parking, ga je res težko fališ, če imaš vse free. Kam bo šel? Tako da ni vedno, tudi ta ogromna neomejena izbira partnerjev mogoče, tudi en tak samo pozitiven. Morda se zdi na prvo žogo, ampak potem na koncu pa ne vodi k temu. Telefonski klici, kdo je poklical, kdo je na drugi strani linije? Ja, živa, Marjan tle. Marjan, zdravo. Živa, ti, ja. Kaj je delal izkušnje, ki tazga? Ja, imate kakšno izkušnjo spoznavanja prek spleta? Oziroma bi spoznali partnerico preko spleta? Mislim, pa tudi, zakaj pa ne tako, ampak imam izkušnjo, pač veliko kriterijev je tako bilo vmes, pa je to skoraj zanesljivo, tako te skensleno. Čak, vi ste imeli veliko kriterijev ali ona? Ona. Aha. A pa sta se preko spleta spoznala ali v živo? Spleta, ja. Aha. Pa potem ni bila tako dobra izkušnja, kot ste si predstavljali, verjetno? V bistvu nisem nič pričakoval, kaj dosti, v bistvu tega spoznanja, tako da je bilo pričakovano pravzaprav. Dobro, hvala za vaše mnenje. Nisem nič pričakoval, ampak to mi je zanimiva izločnica. A so Ja. pričakovanja preko spleta lahko manjša? Pa da potem, ko pa koga dejansko vidimo v živo, ne? V bistvu so večja. Veliko večja so pričakovanja, veliko več je tistih kljukic, katere je zelo dobro izpostavil gospod, je treba zadovoljiti in ta pričakovanja omejujejo priložnosti nam samim. Sploh ne, v bistvu tudi na sprotni strani seveda tudi, ampak mi sami se tako zelo omejimo, da ko priložnost potrka čez neka druga vrata, jo sploh ne opazimo, ker imamo tako izdelane kljukce, pa nimamo številke od Hollywooda. Kakšen bi moral partner biti, da bi bil dovolj dober zame? Kaj bi takole, Leja, za zaključek položili na srce, če se tako izrazim, vsem tistim, ki si bodo v prihodnje mogoče iskali partnerja preko spleta? Na kaj naj bodo pozorni? Kaj bi jim recimo sporočili? Predvsem je rekla, da naj bodo selektivni, da ne bodo pozorni na pasti, ki jih lahko online dating ponuja. Hkrati bi pa rekla, da smo ljudje socialna bitja, odnosna bitja, težimo k odnosom, nismo bili ustvarjeni za to, da živimo sami. In vse te stvari, ki jih ljudje iščejo na spletu, kot so toplina, ljubezen, dotik, pozornost, spolnost, to so resnično tiste osnovne človeške potrebe, ki jih vsak želi nekje zadovoljiti. Bi pa rekla tudi to, da naj imajo ljudje sebe tok radi, naj bodo pozorni, selektivni, da ne privolijo vsak odnos, ne za vsako ceno. Se pravi, ne naivno odnos in pa tudi biti iskren. Tako. Ja, jaz tudi vedno pozivam, bodite pozorni na življenje. Priložnost potrka, kadar si želimo morda na neka vrata, kjer nismo najbolj pričakovali. In absolutno srečanja med ljudi, druženja. Odprimo vse čute in se prepustimo tudi. Absolutno se strinjam z Lejo, da je te spletni mediji, so nam danes moderna tehnologija prinesla lahkotnost tega, da imamo to v stanovanju. Ampak pejmo ven, govarjajmo se z ljudmi, tudi spoznavajmo. Dajmo pogledati rezultate in, draga kolegica,
Ne, zanimivo, da si v z tej argumenti sezoni- prepričal ljudi, da si poiščejo partnerja preko spleta. Dobro, dobro. v redu. Na vse Sem spletne ponosna na portale te. sem dal svoj oglas, da naj Si danes lobiral, a ne? glasujejo. Sej svem, ja, ti, glej. tvoje zmage so včasih dvomljivega slovesa. Ampak lahko le rečemo, da se je ta ponedeljek zaključil zmago, kot tudi prejšnji ponedeljek, tako da v tem letu, v tej sezoni še nisem izgubil. Bodite z nami spet jutri in uživajte. Hvala obima. Hvala. Srečno.